Lep pozdrav z koprske Bonifike, spoštovane gledalke in gledalci. Narava ali pa usoda, kakorkoli želite, je hotela, da bomo tu v Kopru začeli 27. krog prve lige Telemach. Razmere v Lendavi neugodne, predvsem kar se tiče dežja in razmočenega igrišča, tako da verjetno veste, tekma med Nafto in Mariborom je prestavljena. Tule na Bonifiki pa takole, že na pogled vse pripravljeno za tekmo, tako da kakšnega posebnega strahu, da tekme ne bi bilo, ni. Jasno, čakamo obračun dvoboja med Koprom in Muro. Zelo pomembne tekme, predvsem v luči sprememb, ki se dogajajo. Ima zdaj Popovič nekaj več prostora. Manseri gre v kazenski prostor, padel je Manseri in 11 metrovka. 11 metrovka za Koper, tule je Proleta. Manseri je pobegnil branilcu Mure, ki je nedavno podpisal novo pogodbo s črno-belimi. Florian Raduha. Ima priložnost zdaj, da doseže svoj 10. prvenstveni gol v tej sezoni. Šabanagec je zdaj vzel kar precej časa, da je nogometašem dopovedal, da ne smejo prehitro v vratarjev prostor. Deni Jurić strelja in prek gola. Preko gola ostaja 0:0, zapravil je najstrožjo kazen Deni Jurić. Vrtović podajalec v kazenski prostor, Proleta, priložnost za Muro. Ja, te prekinitve so res orožje prek Murcev, kaj pa proti napad Kopra. Tam je bil pripravljen Baš. Tomek, lepo zdaj Matondo nadaljuje koprski napad, pa Manseri do strela. Mijailović ima veliko priložnost in gol! 41. minuta, Koper vendarle vodi, Matondo je žogo pospravil v mrežo Mure, veselje na Bonifiki in ja, zdaj so vendarle kronali tole premoč Primorci. Koper Mura torej 1:0. Za trenutek se je zdelo, da bodo celo nogometaši Mure rešili tole situacijo pred svojimi vrati. Da naposled je Matondo žogo pospravil v mrežo Floriana Raduhe in Koper torej vodi z 1:0. Da si pogledamo še enkrat, takole Manseri, blokiran strel, potem pa je imel Mijailović ogromno prostora, premagal je že Raduho, ampak mislim, da je Sadriju tam žogo reševal z golove črte. To da Matondo zelo prisebno v pravem trenutku je odreagiral Francoz in Koper je torej povedel z 1:0. Zdaj Šabanagić naj se igra nadaljuje. Mislim, da bo Matjaž Kek mlajši razmišljal, da v nadaljevanju pošlje v igro tudi Marošo, ampak tule je priložnost Domjana. Zgrešil je Jaka Domjan. Vidite zdaj na Antolina, tole je spet priložnost in brani Baš. Pa potem tudi prekršek Antolina na bližnji vratnici. Napad zdaj Koprčanov, ki imajo ogromno prostora, Matondo je povsem sam na levi strani. Proleta je žogo za trenutek odbil, to da Matondo do strela. Ampak Raduha je imel tokrat vse pod nadzorom. Gledamo v nadaljevanje dvoboja, zdaj je Vizinger dobil skok. Tole je morda priložnost Jularđija. Antolin do strela, brani Baš, priložnost za Vizingerja. Si jo je razčistil. Zdaj pa prva velika priložnost Mure v drugem polčasu. Aljaž, rezultat zagotovo ni takšen, kot ste si želeli. V drugem delu ste dodali marsikaj, nekako pa se zdi, da je tole tekma, ki ste jo izgubili v prvem polčasu. Imate tudi vi takšen občutek? Pa ja, imate prav, prvi polčas nas je koštal. Bili smo predaleč od igralca, nismo dobivali drugih žog.
pomikali smo se nazaj, bili smo na 20 metrov, oni so nas po bokih precej prebijali, igrali so 2-1, ustvarili so si veliko priložnosti, nismo bili agresivni, tako da ja, prišla nas je prvi polčas, za drugi polčas bi pa dejal, da smo začeli nekaj odigrati in se je takoj videlo, da lahko igramo, da lahko prinesemo rezultat z dobro igro, ampak ja, predvsem prvi polčas moramo pogledati, analizirati in se pomeniti. Priložnost za, recimo temu, popravni izpit ali pa boljši vtis, pa najboljša možna. Vemo, kaj sledi prekmurski derbi. Kaj bo potrebno narediti bolje in kaj, recimo, dobrega ste videli danes in bo treba nekako prenesti na tisto tekmo? Pa jaz bi rekel, ja, prihaja Nafta, najboljša tekma za popraviti. Jaz bi dejal, moje mnenje je to in mislim, da cele ekipe, da predvsem treba odigrati, si podati 5-6 pasov, ne siliti z dolgimi podajami, ker drugi polčas se je tudi videlo, ko smo začeli malo igrati, da smo prišli do nekaterih situacij, ampak to ni to. Predvsem treba popraviti igro. Najlepša hvala in srečno. Fran, čestitke za zmago. Prišla je, bomo rekli, kar v pravem času. Vemo, te zmage po reprezentančnem premoru še vedno malce bolj pomembne, pa tudi prva zmaga z novim trenerjem. Nek lep začetek novega cikla. Pa da, naravno, mislim da je za nas ovo najvažnija pobjeda do sada. Nakon nekog negativnog niza, nakon smjene trenera, dobro nam je došlo ovo. Trebamo nastaviti samo u ovom pobjedničkom smislu i intenzitetu i to je to. Kaj je bilo tisto ključno po vašem mnenju danes? Res v prvem polčasu se zdelo, da ste zelo razigrani, Muro ste praktično potisnili v njen kazenski prostor. Tam se je nekako naredila razlika. Pa ja mislim da ta trkačka neka snaga od naše cjelokupne ekipe, znači od bekova, stopera, komunikacija, dueli, druga lopta, to je sve imalo baš na cijelu igru se vidjelo da nam to pomaže i uz trenerove naputke i to sve, mi smo to slijedili i došli smo do pobjede. Najlepša hvala in srečno. Hvala, Fran. Gospod Kek, pod potegnjeno črto, nekako se zdi, da je bil Koper danes res za tale gol boljši, kar pa se tiče predstave Mure. Nekaj smo pogrešali predvsem v prvem polčasu, predvsem torej, kar se tiče igre v napadu. Ste tudi vi? Ja, čestitke Koperu za zmago. Strinjam se, da so bili za ta zadetek boljši. V drugem polčasu sigurno smo imeli svoje situacije, iz katerih bi lahko mogoče tudi izenačili. Prvi polčas pa že, tako kot ste sami rekli, od tam 20 minute smo nerazumljivo padli, se povlekli nazaj, pustili Koperu pobudo, na koncu polčasa prejeli ta zadetek, ki je na koncu odločil srečanje. Če iščeva tiste dobre stvari, pa vendarle včasih se morda izraža tudi potem preveč rumenih kartonov, ampak energija se zdi tista prava, fantje gredo, kot pravimo, na glavo. To je verjetno nekaj, kar bo dobro prišlo pred derbijem z Nafto, ki zdaj sledi. Želel bi si, da je to samoumevno. Potrebno je iti vsako tekmo na glavo. Zdaj pri nekaterih sodnikih so to rumeni kartoni, pri nekaterih niso, sploh ni pomembno. Važno je, da fanti energetsko so pravi na tekmah, ker to morajo biti. To je njihova služba in v tem jim nimam nič za zameriti. Smo pa bili, tako ste že prej rekli, v nekaterih trenutkih preslabi v tekmi, da bi stržili kaj več. Zdaj včasih trenerji to morda po tekmi takoj ocenite, ampak tudi kakovost ekipe Kopra se v tem trenutku morda zdi malce večja, kot je v ekipi Mure, tudi ko so nekako nogometaši vstopali iz klopi. Zdi se, da ima Koper enostavno nekako tudi širši nabor kakovostnih igralcev. Kako ste vi vse skupaj videli? Ja, ne bom ocenjeval ekipe Kopra, ampak mislim, da je lestvica tisto realna slika in Koper je zasluženo tam, ki je. Najlepša hvala in srečno. Gospod Stojanović, čestitke za zmago. Vemo, nekako lepo je začeti s 3 točkami in to vam je uspelo. Pa ne samo to, nekako se zdi prvi vtis, da je bila tale zmaga tudi povsem zaslužena. Se strinjate? Pa dobro, v vsakem primeru je lepo začeti zmago. Ena težka tekma, neugoden nasprotnik. Ne veš točno, kje si po pripravah. Kot že veste, sem po 15 letih prišel nazaj v Slovensko ligo, ne vem točno razmerja, kako in kaj. Spoznavam še svojo ekipo in ostale ekipe, tako da v vsakem primeru
ena lepa zmaga in mi imeli smo situacije, da bi pri 1:0 lahko mirnejše zaključili tekmo. S tem drugim zadetkom so bile kar neke situacije, v katerih bi morali bolje reagirati in mirnejše pripeljati tekmo do konca, ampak v vsakem primeru nekako smo zgarali in zmagali in na svojo ekipo nimam pripomb. Nekako dobra stran tekme tudi ta, da ko je Koper zapravil 11 metrov, ko se fantje niti malo niso ustavili. Res v prvem polčasu so, pa lahko rečem, kar zmleli nasprotnika. Tudi to je nekaj verjetno, kar tisto, kar trenerji želite, da se tudi po takšni zapravljeni priložnosti ekipa ne ustavi. Seveda, psihološka stabilnost ekipe je v vsakem primeru zelo dobrodošla. Seveda bojo vzponi in padci. Upam, da lahko to stabilnost vedno pokažemo. Bojo sigurno situacije, ki ne bo tako. Ampak v vsakem primeru se trudimo, da držimo fokus, da držimo koncentracijo, da nas določene situacije na sami tekmi ne vržejo iz tera oziroma da sledimo svojemu planu, načrtu in tistemu, kaj delamo skozi teden. Res si bodo hitro sledile tekme, šele dobro spoznavate ekipo, ampak tako je zdaj na vrsti pokal, še eden od, lahko rečemo, kar velikih ciljev koprske sezone. Zdaj boste kar nekaj časa igrali, takole sreda, sobota. Je to na nek način verjetno privilegij, ampak kakšen trening več bi se vam pa verjetno prilegel? Absolutno bi bil dobrodošel iz moje točke gledanja in rad bi, da imam več časa za zaigravanje določenih kombinacij in taktičnih postavitev in vsega, kar krasi nogometno igro. Je pa zdaj situacija, da bom to mogel na tekmah početi, tako kot vsi ostali, ki so udeleženi v obeh tekmovanjih, pravilno dozirati, pravilno rotirati in se odločati za igralski kader, ki je v danem trenutku najbolj svež. Najlepša hvala in srečno.